Naslednjih 24 ur bom jedel samo tisto, kar ujamem na enem izmed najbolj norih krajev na svetu. In to samo z ročno sulico. Ta pustolovščina se začne prav zdaj. Dobro jutro, fantje! Danes bomo opravljali en noro, solo preživeteni izziv, fantje. Trenutno sem dobesedno na kristalno čisti sup deski. Nimamo prav nobene hrane. Danes bomo raziskovali to kristalno čisto modro laguno. Upam, da bomo jeli kakšno ribo in jo kasneje pripravili. V daljavi je nekaj norga. Odpravili se bomo tja. Gremo! Wow! Moj bog! To je noro! Navdušenje je res na vrhuncu zdaj. Moj bog! Poglej, kako čudovit je ta greben zdaj. Poglej to, povsod okoli nas so ribe. Wow, poglej, kako plava tam. Imamo dve želvi, ju vidiš? Človek, to mora biti ena izmed najbolj čistih vod na svetu. Tukaj so želve povsod. Gremo proti tisti oddaljeni točki tam zunaj, ker moramo tja odložiti ta nahrbtnik. Malo bom še raziskal naprej, morda najdem kaj hrane. Želve, poglej želve. Tukaj imamo želve. Mislil sem, da je to želva. Ni želva, to je malo morske trave. Imamo želve povsod. Vidiš, ena je tam, tukaj imamo še eno. Kaj se dogaja? Poglej ga tukaj. Ga vidiš? Opa! Opa! Poglej ga, kako gre tam. Človek, to je noro. Trenutno smo dobesedno obdani z želvami v tej modri laguni. Dobesedno lahko vidiš skozi to sup desko. V redu, gremo naprej. Moramo iti v to smer. Od veslanja na tej deski se že potim, človek. Ampak tukaj naprej, fantje, je ena najbolj norih stvari sploh. Hočem vam pokazati. Gremo. O moj bog. Poglejte to vodo. Kaj je tam ogromen bazen. Noro, človek. Kaj za vraga? Tukaj povsod plavajo ribe. Ampak hočem se ustaviti prav tukaj, fantje. Zgleda noro. O moj bog. Kaj za vraga? Pravkar smo pristali na tej nori peščeni plitvini in rad bi vam pokazal orožje, ki ga bomo danes uporabljali. Na tej misiji nimamo nobene hrane. Načrt napada je, da moramo danes svojo sup desko iti do teh priobalnih koralnih grebenov in preveriti, ali lahko ujamemo kaj hrane. Ampak poglej to, človek, to je moj smernik z moje sup deske. Zadeva je preprosto odpadla, ko sem zadev to peščeno plitvino. Tako da bomo morali poskusiti to popraviti. Nergač bom drsel kad v prekletem tokijskem driftu, bo kar zanimivo. Naj vam pokažem orožje, ki ga bomo danes uporabljali. To tukaj, fantje, je to, čemur pravimo ročna harpuna. Ma precej oster konc. To je prekleni kos jekla, ali pa ne vem niti sam. Jeklo? Ne vem. Neka vrsta kovine in tukaj zadej imamo še to prekleno elastiko. Deluje tako, da jo povlečeš naprej, tako, in potem spustiš in bum. Tako bomo ujeli živali, človek. Danes bo eden najbolj norih dni, kar sem jih kdaj doživel v življenju. Dobesedno smo v ogromnem bazenu. Skupaj se bomo res noro zabavali. Gremo! Poglej to, dobesedno smo na peščeni plitvini sredi oceana. Na to misijo danes nisem prinesel nobene hrane. Če ne ujamemo ribe, bomo kasneje dobesedno lačni. Moramo ujeti ribe in najti dobro mesto, kjer jih bomo kasneje lahko skuhali. Poglej to, tukaj imamo morskega psa. Imamo morskega psa, ga vidiš tam? Poglej to, malega morskega psa, ga vidiš? Tam gre. Noro, samo majhen grebenski morski pes v plitvini. Človek, ta kraj je kot ogromen bazen. Tu je noro. Poglej, res je, tukaj je kot nekakšen miren tok. Prijatelj, to je pravi miren tok. Seveda bomo šli sedeti vanjo. Sem v nebesih prav zdaj. V redu, fantje, ravno tukaj lahko vidite, tam zunaj je cel kup grebena. To bo odlično mesto za raziskovanje s podvodno sulico. Vrnil se bom na sup. Prav, dam si nazaj klobuk, drugače me bo sonce opeklo. Če želite dobiti kak kos opreme, ki jo uporabljamo na naših dogodivščinah, obiščite offshoretrails.com. Tam imamo najboljšo opremo. Povezava bo tudi v opisu videa, če želite preveriti vso našo opremo. Včasih, ko si tukaj zunaj, se je res težko ne smejati, fantje. Te trenutke moraš res ceniti, ker včasih v življenju ne veš, kako posebni so, dokler ne minejo.
Ampak zdaj samo uživam v tem in se zahvaljujem velikemu zgorej, da mi je dal ta trenutek. To je res nekaj posebenega, fantje. Wow! Samo zagrabi tisto opremo, imamo veslo za našega Aspija. Pripravljeni smo. Gremo, prav, zdaj je naloga. Najti lep greben in ujeti nekaj rib za hrano. Trenutno smo v Modri laguni. Moramo iti še malo dlje in tam je ves greben in tam so, upajmo, tudi velike ribe in lahko dobimo nekaj hrane. Tako da sem zdaj ustavil tukaj, imamo cel kup grebena tik tukaj, zdaj se bom opremil, vzel vse iz nahrbtnika, prijel plavuti in vse ostalo in skočili bomo v vodo prav tukaj. Tam spodaj bo noro. Gremo. Nočem si obleči te neoprenske obleke, ker se prekleto potim, povem vam, ampak me bo zaščitila. Tam spodaj je ognjeni koral in podobne stvari. Ni hujšega kot obleči mokro neoprensko obleko, človek. Gremo na lov. Človek, poglej to mesto zdaj. To je dobesedno raj. Poglej to, to je orang velika morska kumara, človek. Tista bela stvar tam. To so v resnici njegova čreva. Uporabljajo jih kot obliko samoobrambe. To je noro.
Imamo ga tam, v redu. Dajmo postaviti našo ribo gor. Suličo smo dal gor. Zdaj me boš izključil, dokaj se navrnem na ta sup. Ne morem verjeti, da nama je uspel. Imala hrano, človek. V redu, skočiva nazaj na ta sup in se odprava proti plaži, da vidima, še lahko priprava eno noro pojedino. V redu, zdaj boš poskusil splezati nazaj na to stvar. Tole ni prav nič lepo. Kot prekleti mrož, ki skuša splezati na ledeno goro. Uspelo nama je, draga. Poglej tole! Ribe imava dobesedno v žepih na plavutih tukaj. Prav, zdaj se bova odpravila tja na tisti otok, tam bova pripravila noro pojedino. Sploh ne vem, če želim zapustiti to modro laguno. To je res noro. Prav, pediva kaj skuhati. Ne morem verjeti, da nama je to uspel v modri laguni. Juhu! To je res noro, človek. Dobesedno me zaslepi odsev z tega supa. Sonce se odbija od njega in me zadene naravnost v oči. In me kar zaslepi. Ampak poglej to, uspelo nama je. Ne more verjeti. Juhu! Zato živimo, človek. Ko sem se vrnila nazaj na plažo, lahko vidiš, da je res neverjetno. Povsod so palme. O, moj bog, fantje, poglejte to. Tukaj imamo kačo. O, moj bog, človek, poglej to kačo tukaj, fantje. Ta stvar je res nora. Poglej ga, pravkar sem ga našel na plaži. Tako je lep. Poglej njegove barve, človek. Wow, poglej rožnate odtenke na njegovem spodnjem delu. Kaj? Wow. To je huda mala kača. Temu pravimo indijska stenska kača. To mora biti ena najbolj cool biti sploh. Prav, nočem ga preveč motiti, fantje. Dobro smo si ga ogledali, postavili ga bomo v grmovje in ga pustili, da gre svojo pot. Tako, prijatelj. Prišli smo tja. Se vidimo kasneje. Torej, zdaj bomo dali našo ribo kuhati, tako sem preklet lačen, čas je za jest. Videli ste, da sem se pošteno spotil, skočili smo v vodo, potapali smo se in vse. Dobesedno smo v raju. Prav, začnimo kuhati. Vse to je z te palme, vse to lahko uporabimo. To je kot papirčlov, poglej to. Pri dnu palme je skoraj ista taka reč kot ta tukaj. To je, mislim, kot zunanja skorja. Ta stvar tukaj je odličen netilni material. Naberi celo kupco tega. Tukaj imamo nekaj mehkih vejic. Na tej plaži je res ogromno naplavljenega lesa, lahko vidite zdaj. Tukaj imamo velike vejice, tukaj imamo netilni material. Tam imamo našo ribo. Prav, čas je, da začnemo kuhati na tej plaži. Gremo! Tukaj imamo našo skupino netilnega materiala. Kar bomo naredili je, da bomo to pržgali in dali našo ribo kuhati. Tako prekleto lačen sem trenutno. Prav, pržgimo to, gremo. Prav, fantje, tukaj smo začeli kuhati. Vse te vejice bom vrgel gor, naj to zagori, potem pa damo ribo gor. Imam vse te vejice, zdaj jih bom dodal. Poglej to, človek! Ogenj imamo tukaj. Naša riba je že na mestu. Počakali bomo, da to pogori, potem pa jih damo gor. Zdaj gremo grmovje. Nabral bom nekaj zelenih vejic, ki jih lahko položimo naravnost nad ogenj. Tole tukaj bo popolno. Hej, fanke, naredili bomo zelo preprosto. Palco bom potisnil naravnost skozi usta ribe. Nismo ji niti odstranili lusk, niti drobovine. Pravzaprav ni treba. Potisnili jo bomo naravnost skozi, tako kot to. To je zelen kos lesa, zato ne bi smel zgoreti. Potem pa lahko to damo naravnost nad ogenj. To bomo še malo pekli, potem pa lahko počasi obračamo in bojo zadovoljni. Prav, fantje, vidite, da imamo dobesedno ribo na palci, dajmo jo nad ogenj. Riba se počasi peče na ognju za menoj, vse te luske in vse ostalo bodo zaščitile meso spodaj. Zato se nisem trudil, da bi odstranil kožo ali drobovino. Meso lahko preprosto poberemo naravno z ribe. Pokazal vam bom, kako se to naredi. Poglejte, kako se počasi peče, vidite lahko prav tam. Izgleda tako dobro. Ja, baby, dobesedno se mi cedijo sline. Veste, danes smo res šli daleč tisto sup desko. Zdaj potrebujem dober obrok. To je neverjetno. Vsa naša riba se kuha že približno 20 minut. Zdaj jo bomo vzeli dol in pojedli. To je vroče. Ja, končana je, stari. Prav, dajmo jo dol. Poglej si tole. Dajmo jo dol. Vidiš? Zgleda popolno.
In ko rečem popolno, mislim, da je čisto zoglenela. Prav, fantje, danes smo imeli res enega najbolj norih dni. Dobili smo 2 čudoviti ribi. Poglejte ju tam. V redu, lotil se bomo tega, tako sem lačen zdaj. Vzeli bomo kar naravno z naše sveže palce. In kar bomo naredili, je, da bomo samo ulupali to kožo nazaj. To zgleda tako dobro, poglej to. Čudovito belo meso. Ta trevali je tako dober človek. To mora biti ena najboljših rib, ki sem jih kdaj spekel, neposredno nad ognjem. Poglej, kako meso odpada od kosti. V redu, temu bom dal oceno 9 od 10. Poskusimo še sladkega svitljipa. Poglejte, tukaj lahko vidite, to je velik, star, sladki svitlip, ki smo ga ujeli. Najbolj nora stvar pri teh ribah, fantje, je, da imajo res zelo velike luske. Tako da lahko olupite kožo nazaj. Poglejte to. Pod kožo je dobesedno samo belo meso. Poglejte to. O, moj bog. In to tam, to je naša hrana. Mislim, da bo težko premagati tistega trevalja, ki je bil neverjeten, ampak poglejte to, čudovito meso. Ima veliko več okusa kot tisti trevali. Trevali mislim, da je zmagovalec. Poglej meso, ki prihaja z njega. Dobesedno so to samo kosi. Prav, fantje, dobesedno se bom lotil tega obroka, to je bila ena izmed najbolj norih dogodivščin, na katero smo se kdaj podali. Wade Papenfuss, zgodbe z odprtega morja. Če vam je bila ta všeč, prosim, všečkajte in se naročite in se vidimo na naslednji divji dogodivščini. Veliko ljubezni! Juhu! Juhu!